Dober večer. Gledate drugi povzetek drugega dne dogajanja na 17. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Tudi danes je bilo zelo pestro, pogledali ste si lahko veliko filmov, bil pa je tudi zelo bogat strokovni program. Med drugim ste se lahko udeležili predavanja, predstavitev mednarodnega producentskega usposabljanja Maya Workshops. Maya Workshops is a training program for emerging producers. Yes, and we are supported by the European Union and by different partners in different European countries that allows us to make up for 3 workshops a year. And we are really focusing on training emerging producers who are starting off in their careers from different European countries, building up a group of people who will in future collaborate and build up projects together and really understand what their work in developing a project and producing it and taking it out to the market to its dedicated audience is. V sklopu celovečerni dokumentarni film Ena je film Kaj pa Mojca režirala Urša Menart. Film raziskuje vlogo žensk v slovenskem filmu in v filmskih klasikah išče odraze spreminjanja položaja žensk v družbi. Skozi pogovore s filmskimi igralkami, teoretičarkami in ustvarjalkami ter z analizo najpogostejših stavkov skuša ugotoviti, kdo je značilna slovenska filmska junakinja. Pol leta po moje, da sem sam gledala filme. Mislim, da sem, ne vem, mogoče nisem čisto vseh, ni vseh noter slovenskih filmov, sam sem pa pogledala praktično vse. V sklopu kratki film Ena, ki je bil na sporedu ob 15, ste si lahko ogledali 5 kratkih filmov. Prvega z naslovom Šampanski tvist je režiral Peter Brac, film pa govori o delu, življenju, uspehu, bolečini in užitku. Šampanjec kot metafora za razkošje in hkrati težaško delo, za tradicijo in prihodnost. Drugi film, ki ga je režiral Jure Dostal z naslovom 3/4, je film o ritmu političnega prevrata. David Sipoš je režiral film Kresnik, Ognjeno izročilo, gre pa za zgodbo, ki se dogaja na slovenskem podeželju v 70. letih prejšnjega stoletja, govori o 3 fantih, ki se med počitnicami pri dedku na Kresno noč odpravijo raziskovat bližnji gozd. Prebivalce Močvirja iz njihovih domovanj pa prežene grozljivo tuleča pošast. V filmu Princ Kekidu, Pošast iz Močvirja, ki ga je režiral Grega Mastnak. Zadnji film, ki ste si ga lahko v tem sklopu ogledali, pa nosi naslov Zahtevam most, pripada mi. Režiral ga je Boštjan Jerše, govori pa o zakonskem paru Zdravki in Jožetu, ki živita v zakotnem predelu kanjona reke. In edini način, da prečkata reko, je žičnica. Ob 17. uri ste si lahko ogledali 2 družbeno angažirana filma, enega kratkega in enega celovečernega dokumentarnega. Prvega z naslovom Hrana anarh je režirala Saša Ignatovič, govori pa o ljudeh, ki se zbirajo, kuhajo in delijo. So anarhisti, ki podpirajo mednarodno gibanje Hrana, ne bombe. Drugi film Boj za je režiral Siniša Gačič. Mesec dni po začetku okupacije parka na Wall Streetu tudi na trgu pred Ljubljansko borzo protestniki postavijo šotore. Iz 6 mesecev dogajanja, kako si kompletiral vse to? Preživljal sem čas z njimi, jih snemo neprestano, prazno kartice zvečer doma in drugi dan znova začenjal snemanja. Pomagali so mi pa še par ljudi, kot sem omenil, ki so mi velikodušno podarili materiale. Mislim, da film zelo lepo pokaže, kakor je bilo. Tudi vsi karakteri, mislim, da so predstavljeni predvsem na način, kakršni so bili, oziroma kakor sem jih jaz dojemala. Ob 19:15 je v glavni dvorani potekala projekcija filma Drevo režiserke Sonje Prosenc. Sonja Prosenc je režiserka, ki svojo ljubezen do vizualnega izvrstno projicira na film. Drevo je njen prvi celovečerec, v katerem se družina znajde v neizhodni situaciji. Edino zatočišče je dom, ki pa sčasoma prav tako postane zapor. Hrepenenje po svobodi in sanjarjenje se enkrat morata končati, tako da je odhod neizbežen. Posledica tega, da smo z Mitjem, ki je bil koscenarist in direktor fotografije na filmu,
to temo raziskovala za en drug projekt in je potem nastal scenarij za ta igrani film. In najbrž zato, ker smo oba že smo oba nekako bolj vizualna tipa, smo tudi scenarij pisala na tak način, da smo čim več pripovedovala skozi podobe, ne skozi dialoge. In potem je dejansko bilo samo snemanje, samo še nadgradnja tega. V studiu se mi je pridružila Katarina Stegnar, glavna igralka filma Drevo, ki ga je režirala Sonja Prosenc. Živjo? Zdravo. Čisto na kratko, o čem govori vaš film? Film govori o eni družini, ki je zaprta v hiši, ker je nad njimi krvno maščevanje. In potem se zgodba odvija in je prikazana z večjih perspektiv. Zgodba je prikazana z 3 perspektiv, z perspektiv pač enega otroka, Velija, te mame, Milene, ki jo igram jaz, in pa drugega otroka, oziroma večjega otroka, Aleka. Film je bil tudi mednarodno prikazan v Cannesu, če se ne motim, pa v Karlovih Varih. In kakšni so rezultati, izpleni? Film gre zdaj še na par festivalov, in sicer na en A-festival v Egipt, potem gre pa še na festivale v Avstriji, na Poljskem in na Nizozemskem, tako da v bistvu gre zdaj v enem mesecu, če štejemo od danes, na 5 festivalov, tako da je v bistvu kar uspešen. Verjetno ste se za film pripravljali precej časa in ste tudi z režiserko tesno sodelovali. Je bilo do filma težko priti? Videl sem, da je bilo kar precej sodelovanja tudi s tujimi inštitucijami. Če je bilo do filma težko priti, do vsakega filma se mi zdi, da je precej težko priti. Se strinjava? Ja. Ta film je bil pa specifičen zaradi tega, ker se dogaja znotraj hiše in zunaj hiše. In v bistvu smo zaradi specifike produkcije, to se pravi zaradi tega, ker ni bilo zadosti denarja, smo morali en del posneti, to se pravi vse, kar je bilo v hiši, smo snemali najprej in vse, kar se dogaja na dvorišču, smo snemali kasneje. In v bistvu ti kot gledalec seveda tega ne veš, ampak jaz sem recimo kader, ko grem iz sobe na hodnik, na dvorišče in ven, recimo sem snemala 4 različne snemalne dni. Tukaj je pa seveda dober, ker imamo seveda digitalni zapis in digitalne kamere, da lahko približno pogledaš, kaj si delal. Si pa ne predstavljam, kako bi bilo, ko bi to snemal na film. In kakšni so vaši načrti za naprej? In če veste, kakšne načrti ima Sonja, morda spet sodelujete skupaj? Ja, s Sonjo bo posneli zdaj v kratkem en kratki film, kasneje pa Sonja snema celovečerc, v katerem mi je zaupala vlogo trupla. Bravo. To je absolutno dober začetek. Jaz verjamem, da vam odlično zaupa, ker ste namreč vlogo odlično odigrali. Katarina, hvala za pogovor in čestitke za film. Hvala enako. Ob 21:15 pa je v glavni dvorani potekala projekcija 2 filmov, ki jih je režiral Janez Burger. Enega kratkega in enega celovečernega igranega. Prvi nosi naslov Sprava, drugi pa Avtošola. Zaključni del drugega dne festivala slovenskega filma je pripadel režiserju Janezu Burgerju, ki se je publiki predstavil s kar 2 filmoma. Kot uvod v to burgerijado se je najprej zavrtel film Sprava. Gre za kratki film, v katerem se vojaki lovijo in streljajo, spet lovijo in spet streljajo. In to počnejo znova in znova. Nič novega torej za našo domovino. Novo pa je, tako Burger, dejstvo, da Slovenija postaja vedno bolj primerna država za snemanje žanrskih filmov. Zato se tudi s svojim celovečercem Avtošola podaja v žanrske vode. Seveda, da se ne moram na nobenega zanesti. Razumeš, o tem so bila skupaj. Midva, ti dokazi so najini. Prvič v bistvu vidim tak žanr, nekaj posebenega, tako da mi je zelo všeč. Ja. Ta teden je bila to najbolj napeta smešnica. Zelo lepo sem se pa zabaval zdaj pri ta zadnjem, pač kriminalni komediji, ker se mi zdijo predvsem igralci odlični, stvar je tekoča, zabavna, tako da za konec večera je pasal to. Mislim nekako šteko konca, kaj bo, tako v redu, sam. Toda, če že morda Slovenija postaja vedno bolj podobna kriminalni komediji, pa bo potrebno še nekaj učnih ur vožnje, da se v pravi žanrski odliki pokaže tudi slovenski film. Burger naj si še malo prebere CPP-ja.
To je uradno povabilo za naš studio. V studiu se mi je pridružil Janez Burger, režiser 2 filmov, enega kratkega in enega celovečernega, ki sta bila prikazana. Pozdravljeni. Oba sta kar žanrska. Zakaj se odločate, da delate bolj žanrske filme? Zaradi tega, ker se mi zdi, da se je od pred parih let, ko je Slovenija bila predvsem nežanrska dežela, se pravi, da je bilo zelo težko sprejemati žanr, ratala naenkrat Slovenija žanrska dežela. In to pomeni to, da imamo v bistvu lahko ideje vsak dan, ne? Za kriminalke predvsem in tudi za grozljivke, pa tudi za komedije. Tako da v bistvu, glede na to, da se mi zdi, da se filmski avtor mora odzivati na trenutno stanje družbe, ne? In glede na to, da se žanrom stanje družbe najlažje in najbolj učinkovito izrazi, sem se odločil, da bom se spoprijel žanrom, čeprav to prej ni bilo. Nisem delal žanrskih filmov prej. O čem pa sicer govorita vaša filma, če na kratko opišete za gledalce? Ja, prvi film je kratek film Sprava, ki ga je producirala Stara Gara. To je film Sprava je v bistvu, je tema. Jaz delam 6 kratkih filmov, serijo 6 kratkih filmov, na domovinske teme. In prvi film je bil Na sončni strani Alp, to je bilo pred parimi leti, ne vem, kar precej leti. Zdaj drugi film je Sprava. In vsak film, in naj bi bili še 4 tile filmi 15-minutni, ki bi jih pol zlepil skupaj v en tak omnibus svojih lastnih kratkih filmov na domovinske teme pod istim nekim takim kredom. Domovina je majhna, zato naj bojo tudi filmi o njej kratki. In zdaj sem naredil drugega, pač Sprava je domovinska tema, ne. Zelo težka, zelo, bi rekel, temačna v bistvu. In v tem filmu sem hotel pokazati, kako ta sprava pri nas izgleda, ne. In kam naj bi se v principu razvijala, če bo šlo tako naprej, ne. Ker se mi zdi, da sprava je en tak pojem, ki je absolutno izrabljen preko slabih politikov, zato, da bi ne spravili ljudi med sabo, ampak jih skregali med sabo. Ne? In tak je tudi film. Medtem ko Avtošola? Avtošola je pa kriminalka, ne? Avtošola je pa kriminalka, to je celovečeren film, ki ga je producirala RTV Slovenija. To je pa v bistvu o družbi, v kateri zdaj živimo, ne? Zato je to kriminalka, zaradi tega, ker vsak dan se zgodi neka kriminalka, ne pa ne. S tem sem se odločil, da bom to kriminalko vzel bolj na lahko noto, ne. Da bo v bistvu mešanca med kriminalko in komedijo, zaradi tega, ker me že malo v želodcu šraufa vsak dan, ko odprem TV dnevnik ali pa 24 ur, ne, te dnevne te, ki že pridejo s takimi napetimi žilami in nam hočejo na vsak način predstaviti, koliko je to grozno, kar se dogaja. Forsirati strah, živimo v strašni družbi. Tako da se mi zdi, da je treba današnje življenje ali pa današnjo situacijo politično, družbeno in tako naprej, čeprav je težka, ne, čeprav je veliko ljudi revnih in zmeraj več jih verjetno bo, če bo šlo tako naprej. Ampak je treba vseeno dobiti nek odstop od tega, ker drugače nam bo vseeno zmešalo. In je dobro, da pač nekdo to mora pokazati. Jaz sem en izmed teh, verjetno jih bo še več. Z Radio Televizija Slovenija ste tudi sicer že sodelovali. Lansko leto ste naredili dokumentarni film o Marku Breclju in Marko Breclj nas je obiskal tudi letos. Imate kakšne insajderske informacije, zakaj? Poleg tega, ker je bil avtor ene izmed skladb v vašem drugem filmu. Ja, on je avtor ene izmed skladb v filmu in tudi med snemanjem tega filma Priletni parazit ali kdo je Marko Breclj, ki je bil lansko leto tukaj prikazan v Portorožu, so ratela prijatelja. In se glede na to, da on živi tlele blizu Kopra gor,
na Klancu. Pa je tudi kar precej v Kopru, mu ni daleč priti do Portoroža. Tako da je zmeraj blazno vabljen, takrat, ko sem jaz tukaj, če imam kakšen film, pa tako in pa vam pride. Izkoristi pa to tudi zato, da naredi kakšno svojo akcijo, po katerih je on znan in jaz ga v tem absolutno podpiram. Vaši načrti za prihodnost, poleg tega, da ste na projekciji rekli, da upate, da boste ostale 4 kratke filme naredili preden umrete, imate verjetno v načrtih še kakšen projekt? Ja, zdaj v bistvu bom snemal do novega leta, moram posneti en film, kratek film, ki je v bistvu remake Limierjevih prvih filmov, od bratov Limier, ker naslednje leto bo 120-letnica kina, ko sta brata Limier naredila svoje prve filme, oziroma jih prikazala v kinu. Tako da bom naredil remake teh filmov. Pol delam po novem letu, delam v Kranju, v Prešernovem gledališču Kranj, delam eno predstavo na tekst Evalda Flisarja, komedija o koncu sveta. Pol se pa že začnejo priprave na celovečeren film Ivan, ki ga začnemo snemati naslednje leto oktobra, pa novembra. Tako da je kar nekaj. Skratka, čaka vaš pestro leto in zagotovo se naslednje leto v Portorožu spet vidimo. Ja, ne vem, če naslednje leto v Portorožu, ker ne vem, če bom kaj imel fertik do takrat. Bomo videli, kdo bi vedel. Hvala vam za obisk v studiu. Ni za kaj. Včeraj je bil dolg dan. To veste vsi tisti, ki ste si do konca ogledali povzetek včerajšnjega dne. Medijska ekipa pa kljub temu ne bo obupala. Še naprej bomo snemali projekcije, pobirali izjave in posnetke objavljali na YouTubu in na spletni strani. Adijo.